Sandi, čestitke za tole zmago, kako je bilo vzdušje na parketu, kako je bilo igrati proti Pozilavnom, ki so danes kar presenetili za svojo dobro igro. Ja, vsekakor so nas malo presenetili. Mi smo v bistvu celo tekmo kontrolirano, niso nam zbežali, mi nismo neko občutne razlike naredili, tekma je bila izenačena. Na koncu smo malo pritisnili na plin in dobili pomembno tekmo, 2 točke stajali doma. Čestitke svojim soigralcem, zasluženo zmago. Z tistim odvajanjem na vrhu sta vidva z Markusom Kremšovom imela kar nekaj težav proti polzovski obrambi. Ja, vsekakor ni lahko igrati, še posebej v Hruševcu, ki je malo manjša dvorana. Potem, če te še odvajajo, ni veliko prostora, ampak so bili pač drugi soigralci bolj sami in so to tudi izkoristili. Sandi, sedaj si že odigral 6 tekem tukaj v Hruševcu nazaj, ti je žal, da si se vrnil? Ne, ni mi žal, sam sem bil v tekmovalnem ritmu, mislim, da sem tudi z ekipo naredil nek uspeh, ko sem jaz prišel, je bilo še tudi pred zadnji, zdaj vidimo, kaj je. Moja pogodba se je stekla z današnjo tekmo, tako da še ne vem, kje mogal svoj pot. Jo boš podaljšal, se kaj pogovarjati o tem? Ne, zaenkrat se nismo še nič pogovarjali. Kje pa boš preživel praznike, novo leto pričakal? Praznike doma, okrog družine in prijateljev. Kakšno sporočilo navijačem? Ja, ne, še kar naprej hodim na Hruševec na tekme, da bo tako vzdušje kot danes, ker mislim, danes je bilo odlično vzdušje. Sandi Čebular pa ostaja najverjetnejši Šentjurju. To bomo pa še videli, da bi te mogli pa vprašati najprej upravo. Jaz sem svoje delo, zdaj so oni na potezi, da še izpolnijo svoje obveznosti. Potem bomo pa videli, če bo kaj v tujini, pa če bo kakšna konkretna ponudba v Sloveniji, premislil, pretehtal in se odločil. Hvala.